Spoštovani, dober dan in dobrodošli na odprtju prizidka Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Danes je dan za praznovanje, saj Zdravstveni dom Slovenske Konjice po 40 letih dobiva nove dodatne prostore. V naši sredini izrekam posebne pozdrave Darku Ratajcu, županu občine Slovenske Konjice. Slavku Vetrihu, županu občine Vitanje. Magistru Borisu Podvršniku, županu občine Zreče. Bojanu Podkrajšku, poslancu v Državnem zboru Republike Slovenije. Z nami je magister Robert Cugelj, sekretar na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Zlatko Ratej, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Topel pozdrav pa seveda tudi današnjemu gostitelju Dejanu Verhovšku, direktorju Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Jožetu Hartlu, direktorju, in Danilu Karnerju, vodji projekta izvajalcev gradbenih del GES d.o.o. Celje. Projektantki Renati Vežnaver iz Razvoj vizije d.o.o. Nadzornikoma Zvezdani Stankovič in Andreju Knezu iz AZ Engineering d.o.o. Zaposlenim v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice. In seveda vsem, ki skupaj z nami praznujete pomembno odprtje novih prostorov Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Dobrodošli. Sredi januarja lanskega leta so občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Javni zavod Zdravstveni dom Slovenske Konjice podpisali pogodbo o sofinanciranju razširitve, ki je še kako pomembna za razvoj dodatnih prostorov za splošne in specialistične ambulante. In že maja 2020 so se kljub številnim omejitvam zaradi epidemije koronavirusa začela prva dela. Vrednost celotne investicije je bila 1 650 000 evrov. Izvajalec gradbenih del je bil GES d.o.o. Celje. Za uvodne besede ob odprtju prosim Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice in tudi nekdanjega direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Lep pozdrav, spoštovane, spoštovani. Nekako 5 let od tega, ko smo v pisarni sedeli Dejan, Marija in jaz, se pogovarjali, kako bomo reševali stisko prostorsko, ki imamo v zdravstvenem domu. In malo šali, malo zares smo rekli, rabili bomo prizidek. Zdaj verjamete ali pa ne, šli smo ven, se sprehodili in začeli o tem resno razmišljati. Potem smo na nek način se o tem odločili, smo povabili takratne župane občin Konjice, Zreče, Vitanje, magister Podvršnik, gospod Gorinšek in tedanji župan Vitanja, da se mu spomnim imena, sem malo čustven. In bili so za to, torej razumeli so nas, razumeli so našo stisko. Gospod Polutnik, se opravičujem. Mi smo rekli, nekaj denarja imamo, nekaj boste dali občine zraven in vsi ostali in začeli smo resno to izvajati. Občina Konjice je začela pripravljati projekte in tako se je stvar začela. Ko smo bili pri tem, smo se takrat dogovorili, kako bomo te občine sfinancirali. Torej, velika zahvala županom, velika zahvala občinskim svetom, ki ste to razumeli in to potrdili tudi v svojih planskih dokumentih. Velika zahvala seveda tudi celjskim lekarnam, ki so pomagali in so dali denar zraven. Bili smo uspešni tudi na razpisu Ekosklada in nekako smo to zadevo zaključili.
Potem pa je lani prišla eno darilo, veliko, v višini 1 milijona evrov. Poslanec Jelinčič je dal amandma, ki je bil sprejet. Hvala Državnemu zboru, hvala Ministrstvu za zdravje. In postali smo lahko nekoliko bolj junaški in smo šli še v prenovo prostorov službe NMP in nakup opreme. Torej, kaj naj rečem? Velika zahvala vsem, ki ste to sodelovali. Velika zahvala dejansko. S tem smo na nek način zagotovili normalne pogoje za razvoj zdravstva v vseh treh občinah. Občina Konjice je dodatno, ker je nekaj denarja ostalo, kupila prostore v Ločah, ker bomo tudi to dejavnost vodili še naprej. Bilo je rečeno, da sem bil 9 let direktor tukaj. Veliko smo naredili in zaposleni, če se pa to spomni, sem rekel, prvo so pacienti in upam, da tako tudi ostane. Torej, hvala lepa vsem, jaz upam, da bo ta prostor živel tako, kot je treba, v dobro naših občanov, v dobro ljudi, ki tukaj živimo in hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, župan. Za glasbeno popestritev pa bo v nadaljevanju poskrbel harmonikar Mohorjev Šanak iz Glasbene šole Slovenske Konjice pod mentorskim vodstvom Bojane Matavž. Prisluhnili bomo Avsenikovi Čar Julijskih Alp. S prizidkom je Zdravstveni dom Slovenske Konjice pridobil 3 splošne ambulante in prostore za fizioterapijo s telovadnico in ginekologijo ter pomožne prostore. Skupaj dodatne površine merijo 900 kvadratnih metrov. Obenem so bili obnovljeni tudi prostori nujne medicinske pomoči, ki bodo po novem imeli svoj vhod in tudi prostor za izolacijo, ki ga doslej ni bilo. Ob odprtju novega prizidka bo spregovoril Dejan Vrhovšek,
direktor Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci, spoštovani župani, državna sekretarja, poslanec v državnem zboru, občinski svetniki, predstavniki gradbenih izvajalcev, projektanti, nadzorniki ter ostali izbrani, v čast in veselje mi je danes, da vas na tem mestu pozdravljam in zaželim dobrodošlico na otvoritvi vizitka k Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice. Navkljub žalostnemu vremenu smo se danes zbrali na veselem dogodku, saj z velikim ponosom odpiramo vrata in predstavljamo nove in dodatne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni dom Slovenske Konjice je javni zavod in izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki z 101 zaposlenim v dobrem sodelovanju z koncesionarji skrbi za zdravje občanov 3 občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Vse od leta 1992 od izločitve iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje, zavod izvaja splošno in specialistično zdravstveno varstvo ter zobozdravstveno varstvo. Vse skozi je zavod zavezan k zagotavljanju kakovostne, strokovne, varne in enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Visoko zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev je najpomembnejša in temeljna vrednota zavoda, katerega le-ti ocenjujejo, da je Zdravstveni dom Konjice dobro organizirana, strokovno usposobljena in uporabnikom dostopna organizacija. Vendar, če želimo dosegati takšne cilje, je potrebno vzgojiti in pridobiti ustrezne kadre, ustvariti pogoje za strokovno rast in zagotoviti ustrezne prostorske pogoje. Leta širjenja zdravstvene dejavnosti, pridobivanja novih programov, prevzemi koncesij in večanje potreb po zdravstvenih storitvah so pripeljale do ugotovitve, da je stavba zdravstvenega doma, zgrajena leta 1982, postala premajhna za širjenje kvalitetne in strokovno izvajanje zdravstvene dejavnosti. V začetku leta 2017 smo se skupaj z prejšnjim direktorjem zavoda Darkom Ratajcem predstavili županom občin ustanoviteljic in predstavili realno stanje in potrebo po širjenju prostorov za normalno delovanje zdravstva. Enotno je bil sprejet sklep, da je širitev zdravstvenega doma nujna in prioritetna naloga občin. Stekle so prve aktivnosti od iskanja primerne lokacije, idejnih zasnov, priprave projektov in odkupa zemljišč. Vse postopke izgradnje prizidka je v imenu vseh 3 občin vodila občina Slovenske Konjice, ki je po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvedla tudi razpis za izbiro izvajalca del. Na javnem razpisu je bil izbran gradbeni izvajalec GSD OO iz Celja, ki je v mesecu maju 2020 pričel z gradnjo prizidka. Od vsega začetka je gradnja zaznamovala epidemija bolezni COVID-19, ki je samo gradnje nekoliko upočasnila. A vendar danes, kljub vsem oviram, po letu in pol gradnje v uporabo prevzemamo sodoben objekt za 900 kvadrati dodatnih površin. V prizidku bo tako svoje prostore dobila fizioterapija, dispanzer za ženske, 3 ambulante družinske medicine, telovadnica, garderobe, dvigalo in še nekateri tehnični prostori. Prostori so že tudi delno opremljeni za pohištveno in medicinsko opremo. Za prizidkom smo bili primorani poseči tudi v obstoječi objekt, zaradi česar smo v celoti obnovili ambulanto nujne medicinske pomoči, saj z izgradnjo prizidka le-ta je izgubila del prostorov in svojo funkcionalnost. Ne smemo pozabiti pa tudi na okolico zdravstvenega doma, ki je dobila povsem novo podobo in dodatna parkirišča. Končna vrednost celotne investicije je tako znašala 1 650 000 evrov. Za izgradnjo prizidka je bil cilj še izboljšati dostopnost, zagotoviti kvalitetne delovne pogoje in omogočiti nadaljnji razvoj vseh dejavnosti, za kar pa menim, da je bil cilj dosežen. Na tem mestu bi se rad osebno zahvalil stalni ekipi, s katero smo vsako sredo od pričetka do konca gradnje opravili kar 72 operativnih sestankov. Zahvalil bi se predstavniku izvajalca in vodji del Danilu Karnerju za koordinacijo gradnje, projektantki Renate Vežnaver za projektiranje prizidka, nadzornikama Andreju Knezu in Zvezdani Stankovič za korektno izveden nadzor nad gradnjo, ter še posebej Mariji Brecl, predstavnici občini Slovenske Konjice, ki je skrbno bdela nad vsemi aktivnostmi gradnje. Hvala tudi Mitju Mlačniku, predstavniku podjetja Poponko, izvajalcu gradbenih del v ambulanti nujne medicinske pomoči. Največja zahvala pa gre seveda vam, spoštovani sodelavci, ki ste iz dneva v dan v času gradnje potrpežljivo prenašali hrup in druge za normalno delo moteče gradbene aktivnosti.
Nekateri ste svojo dejavnost izvajali v skoraj nemogočih razmerah in improviziranih delovnih pogojih. Praktično celotni čas gradnje je sopadal z epidemijo koronavirusa, ki je od nas zahtevala reorganizacijo, dodatne prostore, ki pa jih enostavno nismo imeli na voljo. A smo skupaj izvedli prilagoditve, našli rešitve, zdržali in danes potrpežljivo dočakali dan otvoritve, ki nam upravičeno daje razlog za veselje. Seveda se ne smemo pozabiti zahvaliti tudi našim uporabnikom zdravstvenih storitev za potrpežljivost in razumevanje ter občinam, ustanoviteljicam, ki so prisluhnile našim potrebam. Po končani slovesnosti zbrane vljudno vabim k ogledu novih prostorov. Na ogledu boste lahko občudovali tudi krasno zbirko umetniških del izpod rok konjiškega slikarja Milana Lamovca Didija. Za zaključek ogleda pa predlagam, da za izhod iz prizidka izberete klet, kjer vas čaka tudi manjša pogostitev. Vsem zbranim želim prijeten petkov popoldan. Hvala, direktor Dejan Vrhovšek. Z nami pa je Zoja Ovčar iz Glasbene šole Slovenske Konjice pod mentorskim vodstvom Andreje Obrul. Zapela bo Rasti, rasti, roža mala, Frana Sališkega Vilharja. Z Ministrstva za zdravje Republike Slovenije je z nami sekretar magister Robert Cugelj, ki ga lepo pozdravljam in vabim k besedi ob odprtju prizidka. Spoštovani direktor, spoštovani župani, spoštovane občanke in občani. Veseli me, da vam lahko namenim nekaj besed ob tem slovesnem dogodku, ob pridobitvi prizidka k Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice. Investicija predstavlja velik doprinos zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe za občanke in občane. Epidemija že poldrugo leto izčrpava zdravstveno osebje in zahteva reorganizacijo del, ki pa negativno zlasti vpliva na primarno raven. Izrednega pomena je, da krepimo primarno raven, saj predstavlja pomemben steber javnega, dostopnega in kakovostnega slovenskega zdravstva. Zdravstveni dom Slovenske Konjice je vse skozi širil svoje programe. Obseg kadra se je v zadnjem desetletju skoraj podvojil, oziroma slišim, da se je podvojil. Številčnost zdravstvenega osebja in širitev programov pa se je izpostavili težavo, s katero se je soočal Zdravstveni dom Slovenske Konjice, in to je prostorska stiska. Z dozidavo zdravstvenega doma zagotavljajo večje prostori za opravljanje dejavnosti, lažjo dostopnost do zdravstvenih storitev invalidom in drugim globalno oviranim osebam. Prostori za izvajanje splošne zdravstvene dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti, patronažne službe, postavitev laboratorija, ločenih sanitarnih prostorov in tako dalje. Spoštovani, verjamem, da vam bo ta investicija v veliko pomoč, verjamem, da ste zadovoljni občanke in občani, verjamem, da ste zadovoljni tudi osebje tega zdravstvenega doma, ki ste seveda odigrali veliko vlogo pri premagovanju te zahrbtne bolezni. Zato vam še enkrat tukaj izrazim spoštovanje, da ste to uspeli, in želim vam res veliko dela in uspešnega dela v tem prizidku. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za lepe želje.
Še pred uradnim odprtjem prizidka sledi glasbeni predah z Mohorjem Jevšenakom. Med nas bo tokrat ponesel zvoke tanga. La Comparsita je navadno zadnja skladba na milongi, družabnem dogodku, kjer se pleše in veseli. Tukaj ne bomo plesali, se pa veselimo nove pridobitve. Zato La Comparsita. In že smo pred najbolj slovesnim trenutkom današnjega praznovanja, prerezom traku in uradnim odprtjem prizidka Zdravstvenega doma Slovenske Konjice. K prerezu traku vabim župane občin Slovenske Konjice Darka Ratajca, Vitanje Slavka Vetriha in Zreče magistra Borisa Podvršnika, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije Bojana Podkrajška, sekretarja na Ministrstvu za zdravje magistra Roberta Cuglja in direktorja Zdravstvenega doma Slovenske Konjice Dejana Verhovška. Prosim, če se mi približate, pridružite.